Kot je javnosti znano, je pred približno mesecem dni nekaj precej odjeknila vest o tem, da je na sodiščih bilo založenih 945 oporok. Skratka, da niso bile spoštovane v dednem postopku pred sodišči in da ni bila spoštovana volja tistih, ki so premoženje zapuščali. Zdaj, podatek ni čisto natančen. Ta podatek 945 velja za čas po letu 1991. Medtem ko od leta 1945 pa do leta 1990 imate še 4384 takih primerov. To pomeni, da je skupno 5329 nerazglašenih in neupoštevanih in nespoštovanih oporok. Več o tem lahko tako vi novinarji kot seveda tudi javnost najde na spletni strani Državnega zbora v rubriki Poslanska vprašanja, kjer minister to potrjuje. Zdaj, nekako smo se vsi, bom rekel, in mediji in politiki ustavili na tej točki in čakamo, kakva bo rešitev. Rešitve pa pravzaprav ni, če smo direktni in če smo bolj natančni. Zakaj rešitve za te ljudi ni? Vsaj v obstoječi zakonodaji ne. Preprosto zato, ker so za večino teh primerov potekli absolutni zastaralni roki. To pa pomeni, da večina teh ljudi, ki so oškodovani, ne more po obstoječem pravnem redu države iztožiti in dobiti tega premoženja nazaj ali dobiti odškodnino ali karkoli. Mi smo ocenili, da lahko problem rešimo samo z interventnim zakonom, ki se bo nanašal samo na teh 5329 nerazglašenih oporok. To pa pomeni, da predlagamo v sprejem posebni zakon, to je interventni zakon za odpravo posledic in povračilo škode zaradi nerazglašenih oporok. Ta zakon je relativno kratek, ima nekaj členov in predvideva v svojem bistvu 3 možnosti. Prva od možnosti je ta, da tisti, ki so bili upravičeni do premoženja, pa ga niso dobili in ga je dobil nekdo tretji, dobijo denarno nadomestilo ali odškodnino, ali, če želite, da jim je povrnjena škoda direktno iz, seveda, državnega proračuna. Druga možnost je ta, da skušajo ti oškodovanci dobiti premoženje tako, da ga zahtevajo od tistih ljudi, ki danes upravljajo s tem premoženjem, pa pravzaprav ne bi smeli upravljati, ker je bilo premoženje dodeljeno osebam, ki do tega niso bile upravičene. In potem seveda posledično, če to premoženje dobijo, so do odškodnine upravičeni tisti ljudje, ki so razpolagali s premoženjem na osnovi sodb, na osnovi odločitev sodišč, ki so bile pač napačne. In naslednja zadeva je pa seveda sporazum. Da pride do sporazuma med tistimi ljudmi, ki razpolagajo s premoženjem in s tistimi ljudmi, ki bi morali razpolagati s premoženjem. V vsakem primeru pa seveda bo prišlo do odškodnin ene ali druge skupine ljudi. Skratka, to je ta prvi zakon, ki smo ga, odnosno ki ga bomo pravkar vložili v proceduro v Državni zbor. Zdaj, s tem seveda ne bo rešeno vprašanje, da do takih primerov bodoče ne bi moglo priti. Namreč, pogledajte, do leta 2007 je veljal nek sistem, po katerem so te oporoke bile ali doma, ali so bile pri odvetnikih, ali so bile na sodiščih, ali tudi shranjene še na kak drug način. Leta 2007 je sicer prišel nastopil zakon, v katerem smo notarjem, odnosno notarski zbornici, zaupali hranjenje oporok po določenem postopku. Sodišča bi morala prenesti vse te stvari na notarje, pa tega seveda niso storila, zato imamo danes neko zmešnjavo. Nekaj oporok imamo na sodiščih, nekaj oporok imamo pri notarjih, nekaj jih imamo pri odvetnikih in tako naprej in tako naprej. Tako stanje pa seveda lahko povzroči nezaželene posledice, kakršnim smo zdaj priča. Vlagamo tudi zakon, torej drugi zakon, zakon o dedovanju. Skratka, po spremembe in dopolnitve zakona o dedovanju, po katerem bi prvič
vzpostavili centralni register vseh oporok v državi Sloveniji, ki bi ga vodilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Drugič, prenašal in nalagamo vsem tistim, ki danes oporoke še hranijo, tudi notarski zbornici, da v določenem obdobju, v določenem času vse te oporoke prenese na Vrhovno sodišče. In tretja pomembna zadeva iz tega zakona je ta, da po vzpostavitvi celotnega registra vseh oporok v državi Sloveniji določimo, da sodnik, ki vodi postopek dedovanja, mora kot del postopka dedovanja seveda preveriti, ali v centralnem registru oporok obstaja v konkretni zadevi kaka oporoka. In četrto, v zakonu predvidevamo to, da so ti postopki pred Vrhovnim sodiščem brezplačni. Torej, da je država tista, ki poravna stroške Vrhovnemu sodišču za vodenje vseh teh oporok. Toliko nakratko.